Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. Skrajni čas je, da se zakonodaja, ki ureja področje mednarodne zaščite, uskladi z našimi severnimi sosedi. Prav vsi so namreč v zadnjem obdobju bistveno zaostrili zakonodajo, ki ureja področje mednarodne zaščite, kajti vse, kar je bilo skupnega imenovalca v zadnjih letih, značilnega za Slovenijo in seveda tudi za sosednje države, je masovna zloraba pravice do azila. Zloraba, ki jo še kako drago plačujemo davkoplačevalci. Zaradi tega smo predlagali zakon, s katerim predvidevamo več sklopov. Prvo, da se skrajšajo roki, ki so potrebni za izvedbo posameznih delov postopka, od prve opredelitve, prijave in tako naprej. Potem, da se končno že uvede rešitev, ki jo je predlagala že ministrica za notranje zadeve Györköseva v prejšnjem mandatu, potem pa je lastna koalicija žal pustila na cedilu. To je, da nekdo, ki vstopi iz varne države oziroma iz države Evropske unije, seveda v Sloveniji potem ne more prositi za azil. To je tipičen primer tega imenovanega azilnega šopinga, ki se je do nedavna tudi preganjal kot kaznivo dejanje, celo mednarodni kongres o pregonu azilnega šopinga je bil še pred nekaj leti. In po drugi strani seveda je to samo odraz tistega, da tisti, ki prihajajo niti slučajno, niso begunci v mednarodnem pomenu besede, se pravi, da gre za osebe, ki bi reševali svoje življenja ali osebno integriteto, ampak so ljudje, ki pač želijo parazitirati na sociali držav gostiteljic in iščejo tisto, ki je najbolj ugodna. Iz tega vidika je seveda potrebno poudariti, da gre še za en izjemno pomemben element. Vlada Republike Slovenije je v zadnjem letu dni naredila dva koraka, ki sta dala izjemno skrajno napačen signal ilegalnim migrantom. Kako so tukaj čez vse dobrodošli? Prvi je bil pristop in podpis k marakeškemu globalnemu sporazumu o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kjer smo poslušali kot temeljni argument, da če tega ne stori v Sloveniji, bo Slovenija ostala osamljeni otoček, ker bodo to storili vsi naši severni sosedje. No, realnost je seveda točno nasprotna. Nobeden od naših severnih sosedov, od potencialnih ciljnih držav, naših sosedskih, ni pristopil k marakeškemu sporazumu in ga ni podpisal. In je Slovenija ravno zaradi ravnanja vlade postala osamljeni otoček na vrhu balkanskega žepa, ki daje signal obljubljene dežele ilegalnim migrantom. Oni seveda niso, ilegalni migranti niso neka amorfna množica, ampak so v svoji invaziji še kako dobro organiziran, med seboj povezan, opremljeni s sredstvi za komunikacijo, za povezavo z internetom in zelo dobro seznanjeni s tem, kaj posamezna država stori, zaradi tega te signale še kako upoštevajo in tudi razumejo. Drug tak signal je ostal skoraj neopažen pred nekaj dnevi. Ta je dolgoročno lahko tudi za mednarodni položaj Slovenije tako škodljiv, da je to komaj možno verjeti, da se je to lahko zgodilo. Vlada, ki se sicer vedno sklicuje na mednarodne pogodbe, na usklajeno mednarodno politiko, zlasti na usklajene evropske obveznosti in rešitve oziroma skupne akte, skupne poteze, skupno mednarodno politiko, je enostransko razglasila Turčijo za nevarno izvorno državo. Umaknila je s seznama varnih izvornih držav. Pazite, tisti sporazum iz leta 2016 med Turčijo in Evropsko unijo, ki gotovo ni idealen, vendar edini učinkuje in je bil edini skupni dosežek na področju zunanje politike za ustavljanje migrantskega toka, je temeljil ravno na tem, da je Turčija varna izvorna država.
In so to sprejele vse države. Zdaj je Slovenija od tega enostransko odstopila in je dala s tem spet skrajno napačen signal ilegalnim migrantom in njihovih očeh postaja dobesedno obljubljena dežela. Še huje je, da je Slovenija članica Schengena in da zdaj znotraj Schengena vsakdo lahko pride sem in tu zlorabi to napačno potezo, ki jo je naredila slovenska vlada. Zato še toliko bolj potrebujemo drugačno potezo, ki bo dala nasprotni signal, nov zakon o mednarodni zaščiti, ki ga predlagamo in ki pogoje za mednarodno zaščito bistveno zaostruje. Več pa kasneje.